bi rad spregovoril samo še o drugi dimenziji gospodarsko-političnega kriminala, ki se odvija v naši državi. Torej vemo, da od začetka leta je zelo moderno, kadarkoli vladi Republike Slovenije pade javnomnenjska podpora, da v naslednjem tednu ali dveh naredi nekaj medijsko zelo odmevnih, tako imenovanih aretacij. V vseh knjig je vedno prisoten gospod Vladimir Vodušek, ki v povezavi s tem seveda potem na pompozen način o hvaljenju vlade Republike Slovenije poroča. Ampak ne glede na to, jaz danes ne načrtujem spregovoriti o gospodu Penku, gospodu Zidarju in podobnih aretacijah. Rad pa bi spregovoril o primeru, ki se je odvijal pri nam v Mariboru in ki ni razen vladno načrtovane aretacije imel nobenih drugih posledic. To je primer podjetja Meltal d.o.o. Meltal d.o.o., ki preko 20 let dela na ne samo mariborskem področju, štajerskem celotnem in ne nazadnje tudi na tujih trgih, je bilo pred časom obdolženo tako imenovanega pranja denarja. Torej, vladni politiki, organi pregona, ne nazadnje, tudi državni tožilci, so vsi v tistih 3 dneh zelo na glas pili in kričali, kaj vse se dogaja v tem uspešnem mariborskem podjetju, ki med drugim zaposluje preko 80 redno zaposlenih in še nekaj 100 pogodbeno zaposlenih ljudi, kar je velik gospodarski subjekt. Do danes jim ni bilo ničesar dokazanega. Do danes ne samo, da jim ni bilo ničesar dokazanega, celo dobili smo mnenje poslanci Državnega zbora in sicer mnenje v povezavi z odločbo Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, ki jasno nakazuje na podlagi izvedenke za davčne zadeve, da ga je vlada Republike Slovenije tudi v tem primeru brcnila mimo. Ne samo, da je človeku za nekaj časa odzela prostost, ne samo, da so več kot 600 000 evrov zaplenili likvidnega premoženja, ne samo, da tega premoženja DURS, Ministrstvo za finance, noče vrniti, ampak odgnali so od tega gospodarskega subjekta obstoječe gospodarske partnerje, pa naj ti prihajajo iz Kidričevega ali iz Maribora in seveda pregnali potencialne poslovne partnerje. Z drugimi besedami hočem povedati, da se je akcija slovenske vlade, ki jo lahko poimenujemo akcija slovenske vlade, odraža na poslovanju tega podjetja tako doma kot v tujini. In če je to spodbuda, ki jo politika daje zagonu gospodarstva, in vsi med nami vemo, da brez uspešnega gospodarstva, uspešne sociale oziroma pravične socialne politike ne more biti. Ampak ne, vlada Republike Slovenije ozko gleda tisti cilj, imenovan 21. september. V zameno za dosega tega cilja pa je pripravljena na psa ali pa na kolena spraviti gospodarska podjetja, ne glede na to, ali je cena za to odpuščanje, ali je cena za to, da morajo uslužbenci hoditi po različnih kriminalističnih in pa davčnih inštitucijah in seveda prikazovati svoj prav. Vlada Republike Slovenije še zmeraj ponosno hodi in prepričuje ljudi v naši državi, kako zelo uspešno in kvalitetno vlado imamo. Pogosto v bistvu uporabljate termin petkov dan, ste lahko malo bolj konkretni? Kot verjetno vsi veste, nekoč je v kabinetu predsednika vlade delal tudi mladenič z tem priimkom. Za njega, če pa me vprašate, ali je sodeloval pri tovrstnih nečednih poslih, kot so direktive Soda in Kada, če me to vprašate, in tega ne bom zanikal. Kaj pa vaš odnos z gospodom Snežičem? Ste prijatelja osebno? Ga poznam, tako kot ga pozna nekateri, mislim, marsikjer Mariborčan. Jaz sem celo zelo vesel, da je v Mariboru eno izmed podjetij, ki še zmeraj zaposluje dosti ljudi in mislim, da je bila naloga vsakega politika, da se ne sramuje tovrstnih podjetij. Kriminal ali pa krivica pa je, če se poskuša nekoga, samo zato, ker je uspešen, zaradi tega, ker je znan, izpostaviti kot negativca zato, da si bo predsednik vlade dvignil svojo nepriljubljenost na tako imenovanih anketah.